Prav lep pozdrav na popoldanskem delu današnje konference. Moje ime je Jelena Malnar in bom moderirala prvo popoldansko okroglo mizo. Z mano so tukaj kar zanimivi gosti z bogatimi izkušnjami iz različnih področij. A je v redu? Se v redu. Se opravičujem za tale intermeco. Torej, ta okrogla miza bo kar sproščena. Bomo se pogovarjali o različnih vidikih študija, dela v tujini, kariere, tudi malo o različnih izkušnjah, ki so jih pridobili naši govorniki, znanjih. Tako da upam, da boste dobili informacije, ki si jih želite. Po koncu našega pogovora z današnjimi gosti boste imeli pa še možnost postavljati vprašanja. Tako da bi jaz začela z predstavitvami, ki so kar bogate, tako da sem se kar namantrala, da sem jih malo skrajšala, ampak je toliko bilo pomembnih zadev za povedati o naših govornikih, ki se mi zdijo pomembne, da bom kar začela, ker imam cel list. Tako da z nami je danes magistra Nika Petelinšek iz Maribora. Ona je opravila mednarodno maturo na drugi gimnaziji v Mariboru in je potem nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Za svojo diplomsko nalogo je prejela nagrado sklada Henkel za najboljše zaključno delo. Tekom študija je opravljala poletne prakse na Institutu Jožef Štefan, jeste prakso na Inštitutu za polimerno nanotehnologijo v Švici. Jeseni leta 2020 pa je pričela z magistrskim študijem iz interdisciplinarnih naravoslovnih ved na ETH v Zürichu. Fokusira se na kemijo in materijale, in študije zaključila z odliko z magistrsko nalogo sinteze supramolekularnih hidrogelov. Pot je nadaljevala na ETH v Zürichu, kjer je še danes in opravlja doktorski študij v laboratoriju za makromolekularni inženiring. Dobrodošla, Nika. Moj naslednji današnji gost je dr. Vid Iršič. Vid je zaključil študij fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, doktoriral je leta 2013. Podoktorsko izobraževanje pa je nadaljeval na Mednarodnem inštitutu teoretične fizike v Trstu in na Univerzi v Washingtonu. Od leta 2019 je zaposlen kot raziskovalec na oddelku za fiziko Univerze v Cambridgeu. Leta 2019 je prejel prestižno nagrado Cowleyjevo štipendijo za raziskovalno delo na področju kozmologije. Je član velikih mednarodnih raziskovalnih kolaboracij, kot so DESI, WAVE, kjer vodi raziskovalne skupine za analizo podatkov o razvoju velikih kozmoloških struktur v medgalaktičnem prostoru. Je tudi član Sherwooda in Camelsa, raziskovalnih skupin o numeričnih simulacijah vesolja. Potem je z nami danes tudi Ana Tori. Ana Tori je magistrica inženirka arhitekture, ki pa zadnjih 6 let živi in dela v Münchnu in je od leta 2020 članica Bavarske arhitekturne zbornice, ki ima danes pa celo volitve, ali? Ne, to je slovensko-bavarska. Slovensko-bavarska društvo, odlično. Njena ljubezen so lesene in trajnostne gradnje, ki so jo tudi popeljale prvič v tujino in sicer prav v Nemčijo na Tehnično univerzo v Münchnu. V času študija v Münchnu je bila tudi rezidentka Oskar von Miller Foruma, neodvisne izobraževalne ustanove bavarske gradbene industrije. Pot jo je nato vodila še na Norveško, delala je za različne arhitekturne študije iz Skandinavije, Nemčije, Danske. Ima bogate izkušnje in znanja z področja lesene gradnje in se lahko pohvali s projekti z gradnjami od 40 kvadratnih metrov do celo več kot 103 tisoč, ki so bile realizirane tako v Nemčiji, na Norveškem in pa tudi v Sloveniji. Dobrodošla. Online prek video povezave pa je z nami tudi dr. Sebastian Glinšek. Je višji raziskovalec na Luxembourg Institute of Science and Technology, kjer se največ posveča procesiranju materialov, ki so uporabni v elektronskih napravah kot senzorji in aktuarji. Je mentor več doktorskim in magistrskim študentom. Leta 2012 je doktoriral iz nanoznanosti in nanotehnologije na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana. Poklicna pot ga je nato vodila v ZDA, kjer je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Brown. Po vrnitvi je 2 leti delal na Francoskem inštitutu za elektroniko in informacijsko tehnologijo v Grenoblu. Na listu je zaposlen od leta 2017, do sedaj je objavil več kot 50 znanstvenih člankov, 8 patentov in 3 poglavja v strokovnih monografijah. Aktiven je tudi v društvu v tujini izobraženih Slovencev. Dobrodošel.
Tako kot ste videli, naši današnji gosti imajo zelo bogate izkušnje, tudi znanja z različnih področji, nekatera meni, bom rekla, ne ravno najbolj znana, ampak tema današnjega pogovora je študij v tujini. Glede na to, da so moji sogovorniki dosti tudi mladi, bi prvo vprašanje začela s tem, koliko ste bili stari, ko ste se odločili, da greste študirati v tujino? Kako ste sprejeli to odločitev, kaj vas je motiviralo, spodbudilo k temu in ali je bila to neka načrtovana pot, ste o tem že prej razmišljali ali mogoče je bila to neka momentalna odločitev? Pa bi kar začela s tabo, Nina. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, prvič sem pomislila na študij v tujini že v zadnjem letniku mednarodne mature na drugi gimnaziji v Mariboru, ker se je takrat veliko sošolcev res odločalo za študij izven Slovenije. Jaz takrat sama še nisem vedela, kaj točno si želim študirati nekje, pa sem se vseeno prijavila in bila sprejeta na študij matematike na Warwicku, ampak sem naknadno ugotovila, da je bila odločitev mogoče malo prenagla, da tudi matematika morda ni prava smer, sploh pa še nisem bila res pripravljena iti v tujino. In tako sem takrat ostala v Sloveniji. Pričela sem študijem kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. In potem tekom študija sem ponovno začela razmišljati o tujini in sicer ne nujno kot nek akademski cilj, da bi šla študirati izven tujine, ampak bolj sem iskala neko novo izkušnjo, neko novo dogodivščino, nek nov izziv. In moj prvi korak je bilo v bistvu, da sem iskala prakse preko organizacije IAESTE. Primarno sem ciljala na skandinavske države, ampak sem potem naletela na prakso v Švici, kjer sem rekla, wow, to je to. Sem se prijavila, na podlagi intervjuja bila sprejeta in tako sem v bistvu pri 22 letih odšla v Švico. Na praksi sem ostala nekje 9 mesecev, potem po praksi pa tam tudi nadaljevala z magistrskim študijem na področju kemije in materialov. Sam sem doktoriral v Ljubljani, tako da študij v tujini lahko povem samo nekaj iz izkušenj svojih lastnih študentov, ne mojih. Večinoma se študentje danes prijavljajo na mnoga različna področja iz kozmologije in astrofizike preko mednarodnih štipendij, predvsem v ZDA, v Angliji, tudi v Franciji, drugje po Evropi. Kar je pomembno vedeti, je, da se število teh štipendij, katere so, se dosti pogosto spreminja. Tako da svojim študentom velikokrat svetujem, da se posvetujejo in pogovarjajo z mlajšimi podoktorskimi raziskovalci ali celo svojimi kolegi študenti, ki so mogoče dobili drugačne izkušnje, imajo mogoče drugačen pogled. In vsekakor, kar je pomembno, je, da v prvem koraku teh štipendij za študij nekje v tujini je zelo pomembna kvaliteta dela do tega začetka študija, je zelo pomembno so reference, ki jih te študentje dobijo od svojih mentorjev. Hvala. Tudi jaz sem bila stara 22 let, ko sem šla prvič v tujino. Jaz nisem naredila celega študija, sem šla v bistvu na izmenjavo za 1 leto. Jaz bi rekla, da jaz sem že v srednji šoli bila kar precej mednarodno aktivna, bila sem debaterka, hodila sem na poletne šole in mene je v bistvu ta mednarodno okolje izredno privlačilo, tako da je bilo v bistvu se je že takrat začelo malo kuhati v meni, potem pa v bistvu po 3. letniku sem se pa odločila, da bi pa jaz šla poskusiti. Poleg tega k tej odločitvi me je pa v bistvu tudi prepričala to, da v bistvu fakulteta za arhitekturo ima največ izmenjav od vseh fakultet v Ljubljani, tako da sem lahko z prve roke govorila z različnimi sošolci. Pa tudi moj bratranec je šel na Dunaj in me je zelo motiviral, ker me je tudi zelo lepo izkušnjo, tako da sem rekla, to bi bila ena fajn, neka življenjska lekcija, tako da je. Super, hvala. Še Sebastian? Ja, še lep pozdrav iz moje strani. Se slišimo dobro? Ja. Okay. Najprej hvala organizatorjem za vabilo, zato žal se nisem mogel udeležiti v živo, ampak dobro, danes se lahko tudi takole slišimo. Jaz sem šel v tujino relativno pozno, jaz sem bil star 28 let, jaz sem tudi doktoriral na Inštitutu Jožef Štefan. Tako da v bistvu odhod v tujino je bil relativno naraven korak, če za raziskovalca nekako se pričakuje, da greš po doktoratu nekam v tujino, vsaj za nekaj let in se potem vrneš.
ali pa pač ostaneš nekje. Zdaj sam bi rekel, motivacija v zadnje je bila pa vedno prisotna. No. Tudi že tekom doktorata sem bil veliko po raznih laboratorijih po Evropi. Bil sem nekaj tednov na Finskem, potem v Franciji, na Češkem. In ja, se pravi, ta neka priložnost oziroma nek naravni korak, ki je sledil, je bil nekako logičen in sem si ga tudi vedno želel. No. Tako da sem potem se pač odločil to poskusiti. Kako sem pa prišel do te priložnosti, je pa bilo enostavno, da je bil moj kasnejši mentor na Brownu v ZDA, je bil v komisiji za mojo doktorsko disertacijo in je pač potem kasneje ponudil pozicijo. Najlepša hvala. Kot smo videli, nekako očitno pri raziskovalnem delu je to neka naravna pot, ki vas pelje tudi v tujino. Medtem ko drugi dve moji sogovornici sta šli po tujino v bistvu že prej, celo ste že v srednji šoli se posvečali mednarodnem študiju. Me malo zanima, kje ste pridobivali informacije o štipendijah, katere vire ste uporabljali, mogoče, če na kratko pišete postopek ali poveste o kakšnih posebnostih. Bom rekla, če se Vid pa Sebastian malo dotakneta teh postdoktorskih oziroma, bom rekla, z tega raziskovalnega vidika, kaj ste imela na voljo, potem pa Niko pa Maji Petinovi prosila, pa če mogoče še poveste, ker ste malo prej šli v tujino, kje sta vidve dobivali informacije, pa kdo je mogoče tudi pri tem pomagal. Tako da, evo. Torej, jaz sem tekom magistrskega študija na ETH-ju prejemala štipendijo Ad Futura za študij v tujini. Mislim, da je vsem tukaj oziroma večini tukaj verjetno tudi poznana. Kjer sem pridobivala informacije, dejansko mislim, da že ko si na mednarodni maturi, te informacije v bistvu kar pridejo do tebe. Tako da ja, postopek se ga ne spomnim tako dobro več, ker to je bilo že 3 leta nazaj. Ampak se spomnim, da med kriteriji za pridobitev štipendije so bili naprimer ocene na dodiplomskem študiju, pa potem objavljene publikacije. Eden izmed kriterijev je bil tudi karierni načrt, kjer smo v bistvu mogli opisati, kako bomo lahko mi s tem znanjem in izkušnjami pridobljenimi v tujini potem pripomoremo k razvoju v Sloveniji. Mogoče še malo več o štipendiji, za tiste, ki pa morda ni poznana. Torej, štipendija Ad Futura za študij v tujini krije celotno šolnino in pa tudi dodatno mesečno študentje oziroma štipendisti prejemamo sredstva oziroma štipendijo za življenjske stroške in višina teh štipendij je tudi odvisna malo glede na državo, v kateri študiramo. Jaz sem pa imela v Münchnu 2 mogoče malo bolj butični, manj razširjeni štipendiji. Prva je bila štipendija dr. Likarja in Karle Likar. Ne vem, če ste že slišali za gospoda Likarja, je bil inženir, ki je na Tehnični univerzi v Münchnu naredil doktorat. V povojnem času ni mu bilo najlažje. In potem, ko sam ni imel otrok in je potem se odločil, je vse svojega premoženja naredil sklad in v bistvu iz obresti sklada se, glede na to, kakršne so obresti, se potem financira študente Univerze v Ljubljani, ki grejo specifično na Tehnično univerzo v Münchnu, tako da v bistvu dobiš kar lepo štipendijo. Takrat, ne vem, po 10 mesecev lahko jo podaljšaš, tako da to je bila v bistvu prva štipendija. Za njo sem morala imeti motivacijsko pismo, priporočila profesorjev, ocene, certifikat iz znanja nemščine. In potem je tam seja in se potem odloča, koga bojo štipendirali. Druga štipendija je bila pa v bistvu Oskar von Miller Forum. To bom rekla, da je pa mogoče nenavadna, ker ni v smislu, da boš ti dobil finančna sredstva, ampak to je v bistvu neodvisna inštitucija te bavarske industrije. In nastala je pa ta iniciativa, je v bistvu namenjena samo za študente gradbenih smeri.
ki študirajo v Münchnu, ampak ne samo univerza, tudi tehnične šole, kar je bilo v bistvu super, da se v bistvu ljudje malo premešajo, da nisi samo v akademskih vodah, ampak da imaš v bistvu zraven tudi različne, naprimer, nisi študent, ampak te, ki hodijo na višjo tehnično šolo, recimo. In Oscar Familia Forum je po zgledu Maximiliuma, to je pa tudi zanimivo, to je pa v bistvu v Münchnu, že leta 1853 kralj Maximilian II, če se ne motim, želel omogočiti tudi revnejšim študentom nekako boljše življenje oziroma imeti dober kader in je v bistvu znotraj parlamenta ustanovil nekakšen študentski dom in jih je subvencioniral in potem jih je v bistvu izobraževal za neko administracijo. In ta podobna ideja, samo za gradbeniški svet, so v bistvu tudi zdaj, ne vem, 150 let kasneje, v bistvu Oscar Familia Forum nadaljevali. In sicer je ideja ta, da je to v bistvu študentski dom, kjer imaš, poleg tega, da lahko živiš tam, plačuješ, v bistvu moraš vedno plačevati, ampak za münhenske razmere je izredno ugodno. Imaš pa poleg tega še program coaching, v instituciji so gostujoči profesori, s katerimi imaš zelo veliko kontakta. Potem imaš približno vsake 2 meseca so predavanja in pridejo najboljši strokovnjaki celega sveta iz področja arhitekture, inženirstva, pač zelo širok spekter. Pridejo predavati in ti, kot recimo, ko si rezident, imaš možnost pogosto, ne vem, smo imeli kosila z njimi ali pa so imeli samo za nas predavanja, ne vem, Anla Katon, ki je dobitnica Pritzkerjeve nagrade za arhitekturo, ki je kot Nobelova nagrada imela z nami 10 nas je bilo predavanje, tako res nora izkušnja. Da pa prideš not, je pa potrebno, podobno kot za Likarjevo, pač ocene, priporočila, motivacijsko pismo, poleg tega pa še intervju 1 na 1, tako da bi se precej težko priti not. Kar je pa fajn, je pa v bistvu, da imaš na koncu super sostanovalce iz celega sveta. Ta študentski dom je izredno lep, 700 metrov od fakultete, imaš, ne vem, imeli smo čistilni servis, da so nam sobe čistili, da so nam skupne prostore čistili, predavanja, tako da v bistvu nisi štipendiran finančno, dobiš pa v bistvu odličen networking in dobiš odlično podporo in okolje, v katerem se lahko akademsko razvijaš. In moram reči, da je bila to ena izmed mojih akademskih najbolj bogatih izkušenj in se mi zdi, da študente in mlade ni treba, da se jih vedno samo finančno podpira, da je v bistvu tudi to en zelo dober način, da se v bistvu naredi nek networking. Iz tega pa potem sedaj še vedno, to v bistvu že 10 let tega, imamo pa alumni skupino zelo močno in mentorski program, tako da v bistvu mi, ki smo že starejši, mentoriramo mlajše študente. Tako da to sta bili vse te 2 štipendiji, s katerimi sem šla. Slišala sem za njo pa za obe od ene prijateljice oziroma starejše sošolke iz faksa. Hvala še za dodatne inpute in dodatne perspektive glede štipendije, torej ne gre samo za finančno podporo, ampak širše od tega. Vid, kako si se ti odločil, katero štipendijsko shemo boš uporabil, katero destinacijo boš zbral, kakšne so bile kaj posebnosti tvojega postopka? Torej, na podoktorskem nivoju je veliko možnosti, predvsej v tujini, veliko več možnosti in v okviru raznoraznih državnih štipendij so te štipendije namenjene privabljanju najboljših raziskovalcev na državne inštitucije v tujini. Te štipendije so za pridobitev teh štipendij je potrebno izkazati ne samo zelo visoko kvaliteto raziskav do prijave, ampak je potrebno tudi zelo podobno, kot je Nika opisala, neko karierno pot, neko raziskovalno pot, s katero prepričaš ustanovo in državo, da tvoje znanje in izkušnje, ki jih boš prinesel, bodo nekako obogatile raziskave v tej državi, raziskave na tej instituciji, da boš lahko vzpostavil svojo skupino raziskovalno, ki bo postala center za raziskave na nekem določenem področju in bo nekako postala vodilna na svetu. In to je eden od najbolj pomembnih delov teh prijav za te velike mednarodne štipendije.
In to je mogoče nekaj, na katero je potrebno biti zelo pozoren. Kar bi še dodal je, da se v zadnjih mogoče 5 letih to okolje precej spreminja v smislu, da se pričakuje vedno več od mladih štipendistov, ne samo v smislu raziskovalne poti, ampak v smislu, kako bodo učili, imajo kakšne filozofijo učenja, kako bodo pomagali z izborom novih študentov na teh univerzah, tako da bodo nekako izbirali ne samo, da bodo izbirali študente tudi iz skupin, ki so nekako nereprezentirane v teh študijskih smereh. In to se je v zadnjih par letih zelo močno povečalo. Hvala. Sebastian, tvoje izkušnje so podobne kot Vidove ali se kje razlikujejo? Ja, mogoče lahko sam malo dodam. No. Pri samem iskanju postdoka, mislim, da vsaj po mojih izkušnjah je bilo, no, je v bistvu predvsej prihaja potem iz tvoje mreže, mreža poznanstva, ki si se jo ustvaril tekom doktorata, ki lahko gre pač iz tvoje lastne strani, ne, s tem, ko sodeluješ, pač objavljaš, sodeluješ na konferencah, spoznavaš ljudi in tako naprej, ali lahko pride od mentorja, ne, za doktorat. Tako da, vsaj kot sem jaz, vidim, kot pri nas se ljudje pač to iščejo, ponovadi ljudje radi identificirajo nekega mentorja nekje, ne, s katerim bi radi delali. Potem pa je vprašanje zdaj, drugo je pa potem, kako pride do denarja za raziskave. Ne. Teh virov je potem lahko več. Eno je pač to, kar je Vid opisal, lahko gre tudi za že obstoječi projekt, ne. Lahko da pač mentor je prijavil nek projekt in pač išče nekoga kot postdoka, ki bi lahko delal na tem. Ne. Zelo popularna pot, mislim, da je zdaj tudi pač ta EU, ne, se pravi štipendije Marie Curie, ne, kjer se potem skupaj z mentorjem oziroma z inštitucijo prijaviš pač na to vrsten projekt, kjer je potem seveda pomembno, kakšen imaš CV, ne, kaj si pač že do zdaj naredil, pomembna je sama ideja, ne, ki jo imaš, kaj bi rad delal naprej, pa potem tudi komplementarnost, ne, med mentorjem pa tabo, ne, kako boste skupaj recimo lahko kaj naredili naprej. Ne. In pa ja, to, kar je pač potem še tudi Vid povedal, pač posamezne države imajo potem, oziroma inštitucije imajo potem tudi svoje interne štipendije, razpise, projekte in tako naprej, na katerih lahko sodeluješ. Ne. Ja, najlepša hvala. Zdaj smo imeli kar dolge odgovore na vprašanja. Bomo z enim kratkim vprašanjem malo presekali, pa se potem spet vračamo v daljše vprašanja. Kaj vas je skrbelo pri odhodu v tujino ali čemu ste se veselili? Torej, moj odhod v tujino je bil pravzaprav odhod na prakso, tako da predvsem je bilo prisotno navdušenje oziroma kome sem čakala, da grem, čisto po domače povedano. Morda takrat sem že vedela, da verjetno ne bo to samo praksa v tujini, da bom v tujini še malo dlje. Zato sem hkrati v bistvu se tudi pojavila ta skrb, zdaj bom pa v bistvu življenje v Sloveniji na nek način za nekaj časa pustila za sabo, a mi bo res toliko v redu v Švici, da mi ne bo žal, delam morda napako. Morda pa potem, ko sem pa šla nazaj v Švico na študij, takrat pa bi rekla, da je bilo teh skrbi še mnogo več. Veliko je bilo negotovosti, kaj pričakovati, a mi bo šlo v redu ali mi ne bo šlo v redu. Kar se mene tiče, lahko rečem, da me je zelo veselilo to, da bom imel nove izkušnje, novo okolje in saj v začetku nisem imel nekih skrbi. Sem pa vedel, da odhajam v tujino vsaj za nekaj let, kar se je izkazalo vsaj za nekaj več kot nekaj let. Ja, jaz, ko sem šla na izmenjavo, načeloma sem se izredno veselila, ker sem vedela, da bo cel paket super. Tako da takrat v bistvu nisem imela toliko skrbi. V bistvu me je bolj stisnilo, ko sem šla na prakso na Norveško, takrat je bilo pa tako, to pa ni več tako blizu, ne, da če kaj, ne moreš se usesti na vlak in biti doma čez 6 ur. Bolj me je, več skrbi sem imela potem, ko sem se zaposlila v tujini, predvsem sem imela vprašanje, ali znam dovolj, kako bo z jezikom.
Ampak sem se rekla, poskusiti ni greh, pa bomo videli, kako bo. Tako da na koncu je vse veliko boljše, kot kar si mi v glavi nekako predstavljamo. Sebastian? Ja, jaz bi mogoče podoben kot vidno. Jaz sem pač šel ven po doktoratu in takrat, pač, ko po teh 4 letih ukvarjanja z recimo eno temo, enim problemom, ne, ko to pač zaključiš, se mi zdi en tak občutek, dober občutek je, ne. In potem ta postdoc kot nek naraven korak naprej, ne, jaz sem šel takrat v Ameriko, je bil pri meni zelo pozitiven občutek, no, brez, mislim, bi rekel, ja, pozitivno in motivirano, no. Hvala, evo, vem, da ste imeli vsi kar pozitivne občutke, tudi pozitivno ste se odzvali na to izkušnjo pred vami oziroma tale izziv. Tako da bi nadaljevala z enim malo bolj poglobljenim vprašanjem ali celo mogoče provokativne. Sedaj ste že kar nekaj časa v tujini in me zanima, kako bi primerjali Slovenijo in tujino. Mogoče, da izpostavite 3 pozitivne, negativne plati Slovenije, tujine, da malo dobimo občutek, kako ste vi to doživljali. Torej, če za trenutek damo na stran, da v bistvu sem v Švici zato, da raziskujem, moram reči, veliki plus Švice je javni prevoz. Enkrat, ko se tam navadiš na prevoze, je bolečina skoraj kjerkoli drugje. Drugače, pa kar se tiče samega raziskovanja oziroma v bistvu kar se tiče izkušnje raziskovalca v Švici in Sloveniji, moram reči, da sem v bistvu Slovenijo zapustila takoj po dodiplomskem študiju, tako da ne morem direktno primerjati, kako je tu in kako je tam. Lahko pa povem, da v Švici je res očitno, da se veliko investira v znanost, da je dovolj sredstev in tudi v bistvu, ko si na neki instituciji, kot je ETH, imaš na voljo skoraj vso tehnologijo, ki bi si lahko v bistvu, ki jo potrebuješ pravzaprav. Kar se tiče, če še izpostavim nekaj, kar mi je mogoče pri Švici manjka, spet stran od moje poti oziroma moje karierne poti, pogrešam morje in pa bar kavo. Sem bil že v kar par državah, tako da težko izberem eno samo stvar. Ampak nekaj, kar se mi zdi, da v tujini me je zmeraj zelo veselilo, je neizmerne možnosti za raziskave v primerjavi s čimer sem bil navajen. Z veseljem sem danes poslušal, da se to izboljšuje in gotovo je veliko boljše, kot se spomnim. Kar je pa bilo že tudi izpostavljeno v enih od današnjih predavanj, je pa življenje tu v Sloveniji je gotovo nekaj, kar se zelo težko primerja z življenjem ali življenjskim slogom nekje v tujini. In to je nekaj, kar mogoče bi najbolj pogrešal. Kar se tiče študija, na Tehnični univerzi je ogromno predmetov na voljo. Pa tudi malo drugačen sistem je bil, mogoče so kaj spremenili, ampak tako je bilo, da v bistvu ti si se prijavil na predavanja in si hodil na predavanje, na koncu semestra si se odločil, ali boš šel na izpit ali ne. In bilo fajn, ker si pač mene ogromno stvari zanima, tako da sem hodila na veliko stvari. Veliko je bilo tudi zelo praktičnih, da smo imeli, na primer, smo hodili po mestu in gledali, da smo v bistvu predmet v praksi v mestu, tako da to mi je bilo zelo pozitivno. Pa ni bilo tako da to. Mogoče negativno, kar se tiče študija, je to, da so pogosto zelo masovka, ker so to ogromne univerze in fakultete. In tudi, ker imaš s to izbiro, pride tudi do tega, da v bistvu nimaš ene skupine, s katero greš naprej, vsaj tisto moje leto ni bilo tako zelo razdrobljeno, tako da v bistvu bi ta moj forum neka taka moja baza, ker na faksu si imel čist različnimi ljudmi potem predavanja. Tako da to je potem malo minus, da v bistvu, oziroma prednost slovenskih fakultet, ker so majhne, udobne in imaš svojo skupino in gre z njimi in se mi zdi, da je to tudi zelo pomembno v času študija, da imaš. Kar se tiče dela, bi izpostavila to, da je recimo pač v Nemčiji Bavarska gradijo konori, pač to stojiš na tanke Oktoberfest, gledaš in samo šteješ, koliko je žerjavov in
in je ogromno priložnosti, zanimivi projekti, tako da iz tega stališča res, jaz sem delala tudi na, ne vem, smo delali sosesko, kaj je bilo tako, v bistvu, dokler nismo na črto tiskali, ker so bili dolgi kot ta miza ali še več, pomerila je na 200, medtem kaj na hiša recimo toliko velika, nisi imel sploh predstave, na koliko ogromnih projektih ti to delaš, ne? In ti karata normalno, ali pa ne vem, fakulteto smo načrtovali in potem v bistvu gledaš in to, ta predavalnica pa tako velika kot domača hiša, ne? Pa smo ena izmed tega. Tako da to je ena taka super stvar, da imaš v bistvu, ja, ker je bilo že omenjeno veliko možnosti. Kar se tiče Bavarske, bi pa rekla, da mogoče, kar me je izredno šokiralo, je pa to, da sem v bistvu na neki točki ugotovila, da v bistvu vse moje ženske sodelavke delajo skrajšane delovnike in mi je bilo tako čudno, kaj se dogaja. In pa ugotoviš, da v bistvu je pa sistem zelo naravnan na to, da v bistvu ne spodbuja, da bi oba starša delala poln delovnik in se mi zdi, da je to. Vidim, da je v bistvu zelo velika prednost Slovenije, v bistvu vrtci, ki so non-stop odprti skoraj primerjavi z Nemčijo in to, ko vidim, da v bistvu veliko arhitektk v Sloveniji je žensk, veliko lastnic podjetij in to se mi zdi, da ko se recimo prijavljaš za službe v Nemčiji oziroma v Bavarskem, pa gledaš, ne vem, zaposlene in so partnerji, so moški in zelo, zelo malo žensk, tako da to se mi zdi, da pa je super v Sloveniji, no, to enake možnosti, pa da podpora sistema, da imaš lahko kariero tudi, ko imaš družino. Sebastian. Jaz tudi, no, sem bil zdaj, ko primerjam recimo Slovenijo z Ameriko, Francijo pa Luksemburgom, verjetno najlažje zdaj po vseh teh letih primerjam z Luksemburgom, kjer sem zdaj, no, mogoče bi tukaj, je Ana zdaj omenila tole, se pravi, polni delovniki, ne, pa pač imeti družino, pa da oba starša delata. Recimo Luksemburg je mogoče, jaz ga doživljam obratno, kot je rekla za Bavarsko. Ana, tukaj ena nek velik plus Luksemburga, no, se mi zdi, da je to, da v bistvu mi dva imamo pač družino in pač oba delava tudi na svojih karierah in da pač da je to dejansko mogoče, no. Tukaj v Luksemburgu. Zdaj težko pa primerjam čisto Slovenijo, ker nisem nikoli dejansko v tej situaciji bil. Ampak dobro, zdaj sama na splošno bi rekel neke pozitivne strani iz Slovenije, ne, ker sem recimo ena pozitivna stvar, ki sem jo opazil, je bila, jaz sem izobražen v Sloveniji, ne, in vseh teh letih, ker sem zdaj delal v tujini, sem bil občutek, da sem bil dobro izobražen, no, da nisem nikoli imel občutka, da mi pa nekaj manjka ali pa da tako, da pač smo dobili neko zelo solidno izobrazbo, ki jo pač seveda moraš potem nadgrajevati, skozi, ampak to se mi zdi zelo dobra stran. No. Zdaj, če primerjam Slovenijo pa Luksemburg, no, mogoče bi se tukaj dotaknil te. Luksemburg pa Slovenija sta sama po sebi se meni zdi zelo primerljiva, ne, obe sta mali državi, ampak pač Luksemburg se mi zdi, da primerjavi Slovenija, kar na neki družbenem nivoju znajo boljš narediti Luksemburžani, je to, da lažje pride do nekega družbenega konsenza, ne. Manj se mi zdi, tudi obstaja seveda, ampak manj je te neke razdvojenosti v družbi, ne, in se mi zdi, da to je ena stvar, zakaj so oni tudi nekako bili uspešni recimo, no, v preteklih letih pri samem razvoju. Kaj pogrešam? Tako kot praktično vsi, slovensko naravo. Slovenija ima res tako lepo pozicijo geografsko. Res smo blizu vsega in tako. In to je mogoče, ko živiš dolgo časa v Sloveniji, se tega navadiš in tega jaz mislim, da je skoraj nemogoče najti, ne, v tujini. Najlepša hvala. Moje naslednje vprašanje bo nekako nadaljevanje predhodnega, glede na to, da je to dogodek, ki ga pripravlja Svetovni slovenski kongres, kjer nekako spodbujamo te povezave in tudi vračanje Slovencev v domovino. Me zanima, ali se boste vrnili v Slovenijo ali ne, ste razmišljali o tem, mogoče kaj vas spodbuja k temu ali kaj bi vas odvrnilo, mogoče ste že bili v tej situaciji, pa ste se vrnili nazaj v tujino. Zanima vaša razmišljanja, izkušnje, ki ste jih imeli mogoče. Torej, prvič, da sem morda pomislila, oziroma prvič, ko sem pomislila, da bi se morda vrnila v Slovenijo, je bilo po koncu magistrskega študija.
Ampak enostavno sem že tekom študija imela nagledane raziskovalne skupine, kjer sem želela nadaljevati z doktoratom, tako da sem hitro ugotovila, ne, jaz bom verjetno ostala na ETH-ju. Poleg tega tudi standard, ki si ga lahko privoščiš kot doktorski študent v Švici, menim, da je zelo dober, tako da tudi to je nekako govorilo v prid temu, da ostanem. Na koncu koncev pa tudi v Švici sem bila takrat že 3 leta in v 3 letih nova država, oziroma vsaj v mojem primeru je Švica bila res že moj drugi dom. Kar se tiče, kako se reče, long term, nikoli ne reci nikoli. Torej, morda se kdaj vrnem v Slovenijo, ampak zaenkrat želim nadaljevati še naprej svojo pot v Švici. Ja, zase lahko rečem, da bi se z veseljem vrnil v Slovenijo. Nekako sem o tem razmišljal že velikokrat, tudi poskusil. Največja možnost, ki je nekako bolj povezana z mojo samo kariero, je to, da sem zelo usmerjen v svojem raziskovanju in da v Sloveniji pač enostavno ni takih raziskovalnih skupin, ki bi jih tudi zanimalo, da bi nekako se razširile v to področje, saj zaenkrat. Tako da, če pridem v Slovenijo, bi nekako moral spremeniti svojo karierno pot in zaenkrat zelo uživam v svoji karieri. Druga zadeva, ki bi jo izpostavil, je pa ta, da nekako največjo željo po vrnitvi sem imel nekako 5 let potem, ko sem odšel, in to s časom tudi nekako ne samo, da to nekako poniha, ampak tudi kolegi v tujini me vedno bolj nekako želijo obdržati in se temu težje in težje upirati s časom. Kako bi rekla? Ja, jaz sem v bistvu zelo navezana na Slovenijo, na svoje prijatelje in družino, tako da jaz imam skozi nekako v glavi se na neki točki vrnem, daj bo to, nažalost še ne vem. Bi pa rekla, smela pa pogovor tudi z Evrosvetovalko, to je tudi ena zelo super, sem pozabila preomeniti, organizacija, na katero, če želite iti na delo v tujino, se lahko obrnete na njih in tudi, ko se vračaš nazaj, imajo tudi neke videe na spletni strani, ki ti v bistvu pomagajo pri temu. In ko sem govorila s to svetovalko, mi je rekla, ja, sej v bistvu, ko se vrneš v Slovenijo, je, da bi se spet vcelo v tujino, kljub temu, da poznaš jezik in vse, kar na nekaj način je res. Jaz osebno nikoli nisem delala kot arhitektka v Sloveniji, tako da bo to spet ena velika dogodivščina, vsekakor. Tako da ja, pa kdorkoli tukaj od mladih, ki se bo zaposlil kot prvo zaposlitev v tujini, vsekakor poglejte EURES, morate vnaprej, oni pomagajo pri, ko imaš intervju, ti nekako pomagajo pri pokritju stroškov, potem za jezikovni tečaj lahko dobiš in neko pomoč pri selitvi enkratno. Tako da veliko ljudi ne ve za to shemo tudi Evropske unije. Ja. Ja, jaz bi se vrnil, ne, zdaj pač zdaj v situaciji, kakršni sem in tako sem pač zelo zadovoljen, ne, tako da zdaj nimam nekega strašnega plana, ne, zdaj, ne vem, čez toliko let bi šel prati nazaj ali pa ne tako, ampak pač če bi prišla prava možnost, ki bi pač ocenil, da recimo bi lahko razvijal svojo kariero v smeri, ki jo želim, pa da pač lahko z svojimi izkušnjami, ki je doprinesel, bi vsekakor bilo zanimivo in bi o tem resno razmislil. Mogoče tukaj, no, tu bi se navezal na pač ta povezave z domom, z prijatelji, z družino, pa tako, mogoče tudi se skupaj zdaj je verjetno veliko lažje, kot je bilo, si predstavljam, 30-50 let nazaj, z vsemi komunikacijskimi možnostmi, z mobilni smo veliko bolj, kot so bili takrat. Tako da jaz, naprimer, po recimo ameriški izkušnji, zdaj odkar sem nazaj v Evropi, sploh nimam takšnega blaznega občutka, da sem res nekje daleč. Tako se mi zdi, da je kljub vsemu ta komunikacija zelo dobra. No.
Hvala. Zdaj pa gremo malo na vaše osebno tudi področje. Me zanima, kaj ste v tujini karierno ali osebno doživeli kot en največji izziv. Kaj vas je potem mogoče spodbujalo k temu, da ste nadaljevali, da ste vztrajali, kdo vam je nudil neko podporo, pomoč, ker v tujini nekako konec koncev si sam, vsaj na začetku, dokler si ne ustvariš neko socialno omrežje. Kaj je bil ta največji izziv, recimo? Torej, zame v bistvu iti v novo državo, si tam ustvariti socialno mrežo, morda je bil izziv, ampak je bila v bistvu zelo lepa izkušnja, ni bilo pretežko v bistvu. Kar pa je res bil en zelo očiten izziv na moji poti, je bilo v bistvu v prvih mesecih magistrskega študija. In sicer lahko si predstavljate, da ko ti prideš kot mednarodni študent na magisterij na ETH, to pomeni, da si dodiplomski študij opravljal nekje izven Švice, pa potem šel na magisterij na ETH. Je lahko prisotno veliko strahu, spoštovanja do tega novega okolja. Vem, da je to izkušnjo imelo veliko tudi ostalih študentov, mednarodnih študentov na ETH-ju in zame je to bilo res čas, ti prvi meseci so res bili čas nesigurnosti. V bistvu velikokrat sem se spraševala, ali mi bo res uspelo, velikokrat sem tudi že mislila, ne, pa to je prevelik zalogaj za mene. Velikokrat se tudi počutiš, kot da nisi kos študentom, ki so na ETH-u že od samega začetka. In na kratko, v bistvu smo takrat bile 3 slovenske študentke na ETH-ju, na podobnih programih in vse smo nekako šle skozi to ob istem času in smo se medsebojno spodbujale. In takrat sem si jaz tudi rekla, ok, če ne bo šlo, ampak počakam vsaj do konca prvega semestra, do prvih izpitov. In ja, dejansko po prvih izpitih sem se samo vprašala, zakaj sem se sploh v bistvu obremenjevala na prvem mestu. V bistvu mogoče nadaljevanje tega, ampak manj raziskovalno ali študijsko, kar je podobno je, da moj izziv je tudi izgledal nekako zelo težek in izjemen v trenutku, ko sem se moral odločati, kasneje oziroma zdaj, če gledam nazaj, ne izgleda to kot neka velika prepreka in da izzivi, ki sem jih imel, so bili sama selitev in navajanje na nov sistem, ne tako, ko sem se selil po Evropi, ampak predvsem, ko sem se selil iz Evrope v ZDA in potem nazaj iz ZDA v Evropo. Samo iskanje stanovanja je bilo hud problem, ko te ljudje nočejo poklicati na mednarodno telefonsko številko iz druge celine. Navajanje na davčni sistem, na zdravstveni sistem je zmeraj bil neravno užitek na začetku. Ampak vsi te izzivi nekako s časom jih vsak prebrodi. So pa nekaj, kar opažam pri svojih študentih, da zelo pogosto študenti ne pomislijo na to, ko se pripravljajo na študij v tujini ali ko odhajajo na podoktorsko izobraževanje, je to nekaj, o čemer ne razmišljajo pravzaprav do trenutka, ko se selijo. Ja, meni je bil pa v bistvu največji izziv, kako bi rekla, prvi 2 leti dela, da sem prišla do te moje zbornice in licence, ker v bistvu kot mlad arhitekt, kako bi rekla, moraš pač se ogromno novih stvari naučiti, jezik sem sicer znala, ampak ne do te mere, pa potem je tudi razlika, a govoriš 1 uro nemško ali imaš 8 urni vsak dan 8 do 9 ur tega. Tako da je bil kar izziv in obdržati to svojo vizijo, ok, tukaj sem to hočem narediti in ustrajati. Na poti, družina, fant, zelo velika opora. Imela sem pa tudi izredno srečo, da sem dobila eno krasno mentorico, kar je neprecenljivo, tako mentoriranje, to reši življenje, ker v bistvu, kaj je bil tudi pogosto izziv, ker pač ne poznaš tako dobro okolja, ne veš, a pogodba, ki si jo dobil, je dobra ali slaba, je normalno ali ne. Naprimer, čist banalen primer, sva se dobili, ko sem dobila prvo pogodbo, pa sva prebrali, no, ona sam tako črta, tukaj napiše, ne vem, nadur, ki so v bistvu moraš, niso plačane, je bilo, ne vem, weekly nekaj in ona rekla, ne, nekaj napiš monthly, monatlih. In v bistvu en popravek, ki ni vzel minuto, je meni v bistvu prehranil toliko ur na koncu,
da moram reči, da je to bila tudi en velik angel varuh na nek način. Ampak ja, potem stvari grejo vedno na bolje, na lažje, pa na neki trenutku se niti ne zaveš več, o katerem jeziku govoriš, tako da se mi zdi, da ta jezikovni pa kulturni proces, mogoče ali pa prilagajanje, no, je bilo največji izziv. Sebastian? Ja, tukaj bi se strinjal z Vidom, ko se seli iz Evrope pa nazaj v Evropo, pa tako, ti prehajanja med temi davčnimi sistemi in tako, to je stresno, ne, ampak kar sem jaz hotel pač govoriti, je bilo zame vsekakor največji izziv, ki sem ga pač doživel do zdaj v tujini, je bilo, ko sva se pač odločila z Karin, da bova pač ustvarila družino, ne, da bova imela otroke. In pač to je kar game changer, ne. Sploh recimo v raziskovalnih vodah danes so stvari kar, ko bi rekel, družinam neprijazne, ne. Po doktoratu so te postdoki, ki se lahko vlečejo leta in leta, potem tudi pozicije stalne, ki so velikrat tenure track, ne. So nestalne pozicije, ne. In pač imeti družino, se ustvarjati družino v tem okolju ni lahko, ne. Sedaj se vedno več tudi o tem govori, ne. Marsikje v marsikateri državi niso te raziskovalne pozicije, niso family friendly preveč, ne. Skratka, ja, meni je bilo to tak velik, bi rekel, izziv, tudi, ja, kar zahtevna odločitev. Pač na koncu se je pač stvar zelo, bi rekel, dobro izšla, tudi zato, no, ker smo pač v okolju, ki je temu prijazen, no, tako na sami institucionalni kot na državni ravni. In tukaj največja podpora je sigurno prihajala potem od strani pač Karin same, no, moje partnerice, pač veliko so se o tem pogovarjala in tako naprej in pač skupaj šla v to. In to je bil nekako tista odločilni, recimo odločilni moment, no, ki mi je dal neko, bi rekel, moč, da sem se za to odločila in da nama ni žal. Hvala. Preden vas prosim za ključno misel, pa tega vprašanja z vami nisem predebatirala prej, ste pa veliko omenjali tudi mentorstvo. Me zanima, da bi tukaj z nami podelili vaše izkušnje o sistemu mentorstva, prenosa znanja na inštitucijah, kjer vi delate, kakšne izkušnje imate, kolikor sem zaznala, imate kar pozitivno. Me malo zanima, kako so tam sistemi urejeni, na kratko, par stavkov, glede v okviru mentorstva, prenosa znanja, ki mogoče pri nas tega nima mogel razvitega do te mere. Torej, če povem za situacijo na ETH-ju, ti kot magistrski študent opravljaš v tem času vsaj 2 projekta v laboratorijih, ki si jih sam izbereš. Tvoji mentori tam bodo ponovadi doktorski študentje ali postdoki. Potem, ko pa sam postaneš doktorski študent, pa tudi sam v bistvu postaneš mentor mlajšim oziroma magistrskim in pa tudi dodiplomskim študentom na različnih projektih. In pa tudi na ETH-ju mora vsak študent opraviti določeno število teaching hours, to pomeni, da vodiš razne praktikume in podobno. Iz mojih izkušenj bi rekel, da saj na področju fizike in astrofizike je mentorstvo na tujih inštitucijah kot prvo zelo različno od mentorja do mentorja in kot drugo lahko zelo podobno mentorstvom ali pa na enakem nivoju kot mentorstva recimo tu na inštitutu Jožef Štefan ali na fakulteti za matematiko in fiziko. Predvsem so mentori, ki so dobri, ki skrbijo za svoje študente in so mogoče mentori, ki še nimajo dovolj izkušenj ali se šele učijo. Nekaj, kar mogoče bolj opažam v zadnjih letih v Cambridgeu je, da ima Cambridge zelo močno, vsaj v astronomiji, zelo močno nekako zgodovino o učenju mladih mentorjev, kako pristopati k mentorstvu, kako sodelovati s študenti na nivoju
enega študenta, enega doktorskega študenta ali magistrskega študenta raje kot neke učne ure 30 študentov naenkrat. In to se mi zdi, da je mi zelo pomagalo pri moji lastni izkušnji mentorstva študentov. Čimer sem jaz prej govorila, je mogoče malo drug način mentorstva, to je mentor iz industrije. Tehnična univerza v Münchnu ima zelo močen alumni klub in v bistvu se ti lahko kot študent tudi včlaniš ali pa kasneje jih kontaktiraš. In potem imajo oni nabor ljudi, ki so v bistvu tudi pripravljeni mentorirati mlade in potem najdeš si mentorja. Potem so pa še te iniciative, ne vem, prek, kot sem že omenila, Oscar von Miller foruma, se lahko, ne vem, ali za 1 leto, za pol leta prijavaš in nekoga mentoriraš in dobiš in potem si nekaj se obvežeš, da se boš vsaj, ne vem, 3-krat, 4-krat na leto z njim slišal ali pa šel na kavo ali pa mu pomagal. V mojih izkušnjah so to zdaj vedno prerastalo večletno mentoriranje in prijateljstva, tako da bo zelo lepo. Zdi se mi pa, da je vedno vredno, no, pač si najdeti neke mentorje. Mi smo imeli tudi v podjetju možnost, da si v bistvu sploh za ženske pa manjšine, da si se v bistvu prijavil in da si imel program. Tako da se mi zdi, da mentorjev, mislim, možnosti je veliko, samo malo je treba nekoga za rokav pocukati pa vprašati. Ja, zdaj, jaz sodelujem pač v znanosti, ne, in ja, zdaj to mentorstvo res lahko zelo zavisi od mentorja do mentorja, ne. Mogoče, če primerjam, zdaj, niti ne Slovenijo, ampak Evropo pa ZDA, ne. V ZDA je lahko to celo bolj odprto, ne. V Evropi kljub vsemu večina nekih doktoratov pa tako je časovno omejeno, ne. Imaš neko pogodbo, študent mora zaključiti v 3-4 letih in tako naprej, ne, kar tudi potem mentorja nekako vodi, ne. V Ameriki so to lahko daljša obdobja in tako naprej. In zna biti potem, če stvar ne deluje, ne, med mentorjem in študentom, predvsem bolj stresno, no, oziroma zelo stresno, ker na koncu se tudi zgodi, da po 5 letih ljudje pač nehajo in nastanejo brez doktorata oziroma diplome na koncu. Ne. Ja, tako da zdaj neki dnevni bazi bi rekel, da je zelo podobno, vsaj tukaj, kar jaz delujem v Luksemburgu pa na Štefanu. Mogoče ena stvar, no, ki se mi zdi, da je dobra, ki jo imamo, je to, da imamo ko vsak študent, ko začne, je potem v bistvu se kreira neka komisija, se pravi, ki jo sestavljajo mentor, potem še en profesor iz univerze, pa še nekdo, ki mora biti neko uveljavljeno ime iz tujine, ki se potem enkrat na leto dobijo na sestanku z študentom, ne, in potem pač, kjer se potem predebatira, kako stvar napreduje, kaj so naslednji koraki in tako naprej. Ne, in to je nekako tak dober, vsaj meni všečno model, kjer nekako da neko varnost tudi študentu, ne, ker je lahko tukaj potem to nek moment, kjer lahko potem tu študent pač nekako reče, pride naprej, ne, in pač pove, da stvari mogoče pa ne grejo tako, kot bi šle, ampak se potem proba kaj razrešiti. Tako, no. Neka taka bolj specifična zadeva. Najlepša hvala. Sedaj me pa zanima, kaj bi sporočili mladim, ki se zdaj odločali za študij v tujini ali mogoče podiplomski študij, dodiplomski, postdoktorski. Sebastiana pa Žigo Vida bi še prosila, mogoče tudi z vidika družine, če mu delite kakšne izkušnje. Torej, ja, za tiste, ki se odločate oziroma razmišljate ali o študiju v tujini, morda o praksi, o izmenjavi v tujini, mislim, da najboljša stvar, ki jo lahko naredite, je, da se povežete z nekom, ki je to izkušnjo že dal skozi, ki je to v bistvu v državi, kamor želite iti najboljše, to izkušnjo že dal skozi. Po drugi strani pa bi rekla, da vsaj v mojem primeru, za mene to nikoli ni bila enostavna odločitev, oziroma vedno so bili prisotni neki pomisleki. Ne glede na to, koliko sem si želela imeti to izkušnjo v tujini, vseeno nisem bila brez dvomov, brez strahu. In bi rekla na tej točki, pojdite, ne se ozirati na potencialne ovire, ampak pojdite, ker je to res ena taka bogata izkušnja, ki ne samo, da ti odpre obzorje, ampak tudi vodi do mnogo novih priložnosti. Ja, lahko se samo zelo strinjam z Niko. Vsekakor bi svetoval, da to je izkušnja, ki si jo verjetno bi želeli, če jo ne izkušite.
In je pozitivna izkušnja, vsaj v smislu v znanosti, v akademskih vodah, je to nekaj, kar se ponavadi tudi pričakuje, da enkrat odidete, zapustite domače gnezdo in nekako greste v svet. In je pomembno, da se nekako povežete tudi ne samo z drugimi študenti, ki so šli skozi podobno situacijo, ampak tudi nekako se probate v okviru prejšnjega vprašanja probate nekako poiskati mentorstvo na inštitucijah, kamor bi želeli iti, in potem dejansko poskusite tja priti. Ja, jaz bi tudi spodbudila vse, sploh v času študija se mi zdi, da je tukaj ene dobre podpore in toliko možnosti, štipendij. Recimo en vidik, ki mogoče vas lahko prepriča, naprimer, jaz sem kar veliko prepotovala, ampak sem na enem trenutku razmišljala, Skandinavije pa skoraj nič nisem videla, bom jaz to, ko bom v penziji, ko bom imela denar, da bom šla, ne. In potem sem dobila prakso in ko živiš tam, pa imaš v bistvu dohodek, nekako lahko malo več vidiš, ne, Skandinavije, tako da v bistvu tudi čisto iz stališča radovednosti pa iz stališča razširjanja obzorij je izredno dober način, da si odpreš nove perspektive in spoznaš ljudi iz vse povsod, pa tudi tako, da potem znaš bolj ceniti našo drago Slovenijo in vse, kar nam nudi. Na Tehnični univerzi v Münchnu fakulteta za arhitekturo ima prav obvezno, da morajo vsi študenti vsaj za en semester v tujino in jaz mislim, da bi to mogli v Sloveniji, glede na to, da je tako majhna, uvesti, da se malo tudi zrače spremeni. Tako. Ja, mislim, nekako, kar je bilo že povedano. Ne? Jaz mislim, da zame osebno ena največjih dodanih vrednosti, ne, da to te naše Evrope, ne, je pač ravno to, ne, da v bistvu daje res ogromno svobode, ogromno izbire mladim, ne, da si izberejo nek študij oziroma nek poklic, ki jim pač ustreza in jim pač tudi da to možnost, da grejo ven, da vidijo, kako stvari drugje potekajo in tako naprej. Da res neko ogromno izkušnjo in na koncu, če se stvari pač dobro izidejo, ne, tudi neko samozavest. Ne. Je pa pač ta neka svoboda, ne, potem tudi vedno pride z nekimi dolžnostmi. Ne, in tukaj jaz mislim, da je pa zelo pomembno, da ko se odločajo ljudje za to naprej, da zelo dobro premislijo pri sebi, kaj pravzaprav hočejo, pač koliko se pač takrat lahko v tistem momentu, ne, kaj pravzaprav hočejo, ker ja, iti v tujino je tudi potem na neki točki lahko tudi veliko težje, ne, kot če ti ostaneš v domačem okolju. Ne, nekje biti sam, ker se boš slej ko prej soočil z nekimi težavami, z nekimi izzivi, je veliko lažje vztrajati in se boriti naprej, ne, če pač veš, da to, kar počneš, to, kar si se odločil, da je res nekaj, če se si želiš. Ne. Ja. Hvala. Sedaj vas vabim, da mogoče, če se česa še nismo dotaknili, da delite z nami, ali menite, da je kakšno vprašanje ostalo, ali ste se mogoče vmes spomnili kakšne zadeve, ki bi jo želeli omeniti, se vam zdi zanimiva ali pomembna. Ne. Potem bi pa jaz na tej točki še vključila našo publiko, ali je mogoče kakšno vprašanje, jaz jih imam tudi še nekaj za rezervo, ampak bom publiki predala besedo, tako da kakšna roka. Aha. Hvala vsem prisotnim danes. Jaz bi samo še dodala eno mojo izkušnjo, ko sem učila arhitekturo na univerzi v Notre Damu v Ameriki. Je v sklopu 4 let, ki je trajal študij, oziroma 5, drugo leto je bilo obvezno v tujini, tako da so vsi študenti morali iti v tujino, oziroma univerza je organizirala program v Rimu in so vsi študenti šli za 1 leto v Rim, kjer jim je odprlo okno v svet arhitekture in mislim, da je to samo en znak pomembnosti študija v tujini. Še kakšna roka? Evo, izvolite.
Hvala. Jaz v bistvu nimam vprašanja, ampak imam tudi eno perspektivo, ker sem tudi študiral in delam v tujini. In mogoče, kar je bilo izpostavljeno iz strani vseh štirih, je to, da poiskanje mentorstva ob odhodu v tujino je zelo pomembno, ali pa iskanje raznih štipendij. Mogoče moja izkušnja, ki znam biti blizu tudi kakšnim, ki se odločajo za redni študij v tujini, ne samo za izmenjavo, je, da v bistvu od fakultete do fakultete je zelo odvisno, kako je poskrbljeno za mednarodne študente. In mogoče za tiste, ki se odpravljate ali pa nameravate odpraviti v tujino na redni kot mednarodni študentje, se mogoče pridružite tudi kakšnim skupinam, ki, na primer Erasmus skupinam, zaradi tega, ker je za te programe izredno dobro poskrbljeno, čisto uvajanje v lokalno kulturo, v študijski nacionalni sistem, davčni sistem. Ogromno podpore je nudeno izmenjavam, ne pa toliko mogoče rednim študentom, tako da to je ena od zadev, ki zna biti zanimiva za določene. Hvala. Še kakšna roka? Mogoče kakšen odziv? Ne? Ja, se gli zato pravim, da je fajn iti na izmenjave ali pa izkoristiti, ker si dobiš cel paket pogosto. No. No, potem pa bom jaz še zastavila zadnje vprašanje, mogoče malo bolj narave. Me zanima, če bi z nami lahko delili kakšno dogodivščino, mogoče kaj se vam zabavnega zgodilo ali kar vas je presenetilo v tujini, malo, da sprostimo to popoldanski panel, saj vem, da so ti paneli po kosilu najtežji, za zdržati. Ja, morda lahko delim eno presenečenje, ki sem ga doživela precej hitro, potem, ko sem se preselila v Švico. Torej, jaz sem v Švico se odpravila z zelo, zelo osnovnim znanjem nemščine, ampak ker namreč na institutu, pa potem tudi na študiju sem vedela, da bo potekalo vse v angleščini, tako da se nisem preveč sekirala, ampak vseeno za boljšo integracijo, za vsakdanje življenje je fajn, da poznaš jezik. In eden izmed prvih dni, če ne celo prvi dan, ko sem bila v Švici, se jaz odpravim v trgovino, na blagajni totalno pripravljena, da imam svoj prvi pristen pogovor v nemščini, na kar me prodavka nekaj vpraša v švicarski nemščini in sem samo lahko odgovorila English, please. Moram reči, da se je stanje izboljšalo. Po 4 letih v Švici sem se navadila toliko, da razumem tudi švicarsko nemščino malo, ampak vseeno. Je drugačna kot Hochdeutsch. No, jaz bi rad povedal iz svoje izkušnje, ker sem šel na Harvard. Ne? Če hočete iti na ETH, na eno univerzo, ne, je dobro, da nekoga v Sloveniji vprašate, ki je že tam bil. Jaz sem delal 2 leti po diplomi arhitekture na Ljubljanskem urbanističnem zavodu in tam je bil en kolega, ki je naredil magisterij na arhitekturi, Peter Basin. Potem sem poznal Braco Mušič, je bil direktor Urbanističnega inštituta Slovenije, sem ga prosil za priporočilo, ker je bil slaven tle in v zoni. To je pomagalo in ker sem šel najprej na Stanford 10 tednov izboljšati mojo angleščino, mi je Peter Basin rekel, veš kaj, že to, ker še nisi bil sprejet, preden greš sam na Stanford, se vstavi v New Yorku, pejt na svoje stroške v Boston, pa pejt govoriti s profesori, ker če te vidijo, pa s tabo govorijo, imaš veliko več šansov, da te bodo sprejeli. In to je zelo pomagalo. Tako da, preden greste, poglejte tiste, ki so že šli in s takimi majhnimi nasveti ogromno lahko pomagajo. Tako da to morate izkoristiti. Tudi mi je dal na svet. On je dobil eno štipendijo, ker ni šolnine plačala, ampak življenjske stroške in mi je dal tudi na svet, Fulbrighova štipendija je pa plačala in tukaj se zadnje čase premalo ljudi, to je meni rekel predsednik države, pa javlja za Fulbrightove štipendije, ne vem, ali so levni ali pa ne razumejo, da je to pa štipendija, ki pokriva celo šolnino in življenjske stroške. Sam en majhen na svet. Hvala. Hvala za ta intermezzo. Bomo nadaljevali. Še
kakšnim presenečenjem je, ko sem se selil v ZDA, me je zelo presenetilo, da sem bil zelo hitro nekako izpostavljen Slovencem v tujini in povezan z Slovenci v Seattlu, kjer sem živel, v slovenski mizi, tako se imenuje to slovensko društvo, kar je izjemno obogatilo in pomagalo mojemu življenju v ZDA, ko se človek ne more ravno vsak drugi vikend vrniti domov. In kar me je najbolj presenetilo glede tega je, da to slovensko mizo ne organizira Slovenec. To slovensko mizo organizira Američan, profesor Michael Biggins, ki uči slovenščino na univerzi v Seattlu. Rabi sogovornike. Anekdota ali pa izkušnja. Meni se ponavadi na dneve, večkrat se mi že zgodilo, da sem se zjutraj zbudila in sem rekla, spet en navaden dan. In potem se ta dan končal čist. Wow. Eden izmed njih je bil, ko sem bila na Norveškem in sem celo nekaj full dolg spala in takrat so dnevi bili že precej kratki in se kao pol dneva sem itak je šlo. In grem potem, imeli smo skupno stanovanje in bil glih lastnik te hiše, ki je začel že zelo mlad delati na naftni ploščadi in je zelo obogatel. In on mene tako vpraša, kaj pa imaš kakšen plan za danes? Pa sem rekla, ja, malo je že pozno, ne moram iti na izlet, ampak ne vem, bom že nekaj. In on tako, bi šla z mano leteti? In jaz tako, prosim? In on tako, bi šla z mano leteti? Pa jaz tako, kako leteti? Pa tako, ja, letalo imam. Tako, kaj? In je meno mehno letalo, ne vem, za 4 potnike in je šel leteti in potem sem šla jaz lepo z njim in še ena kolegica in smo šli nad fjordi, tako da v bistvu sem si rekla, nikoli si ne smeš reči, kako rekla, sodi dneva, preden se konča. Tako da, ja. Tukaj je bilo že prej omenjeno jezik, mogoče 2 stvari. No. Eno je ta jezik. Jaz sem prišel v Francijo, takrat po povratku iz ZDA, sem prišel v Francijo, v Grenoble, brez besede francoščine. Tako da pa za samo delo to ni bilo omejitev, ne pa omejitev, ko je izven dela. In kar sem v bistvu doživel, čist poleg svojega dela, je bila ta lepota učenja jezika. Jaz tega nikoli prej nisem nekako razumel čist. Jaz sem bil vedno bolj ta tehničen tip, ampak ta učenje jezika in potem kako se ti država odpre, kako se ti kultura odpre, je res jo danes štejem kot ena najlepših izkušenj, kar sem imel v življenju. To je bilo glede jezika. Drugo je pa mogoče anekdota tukaj iz Luksemburga, ko sva s Karin kupila prvo nepremičnino in pač to je bila nova gradnja, midva prideva tja, dobiva ključe, prideva ven na teraso in pač to je, vsi vemo, to je tak velik moment. In pač stojimo na terasi, se pogovarjava in sosedje naredijo pač isto proceduro in pride soseda ven in naj jo gleda in pravi, a vi ste tudi Slovenci? To je bilo to. Torej lahko zaključimo, da je tudi neka podpora v bližina slovenske skupnosti kar pomembna. Tako da lahko se obrnete tudi na Svetovni slovenski kongres in imamo kontakte z Slovenci po celem svetu, če boste odločili potovati v tujino. Jaz se Niki, Vidu, Ani in Sebastianu res lepo zahvaljujem, da so delili z nami izkušnje iz tujine in svoje znanje tudi, tako da upam, da se bomo še kdaj srečali. Tudi vam se zahvaljujem za vaš čas in pozornost. Če ima slučajno še kdo kakšno misel zadelati, lahko še deli z nami. Sicer pa bo verjetno Sonja počasi zaključila sklopa. In nadaljujemo 14:30? A se kaj spremeni? Ne, tako je. Super. Najlepša hvala. Hvala. Sebastian, ja. Ja, bili ste bili. Hvala.